Danes bomo malo bolj resni, kot ste nasvajeni, oziroma pogovarjali se bomo o toliko resnih stvareh, da smo morali poklicati tudi pomoč. Tema: mladi in seks. Vsi vemo, da se to dogaja, ne predstavljamo pa si, da vedno tako mladi in pod kakšnimi pogoji. Z nami so Polona Kovač, predsednica društva Ključ, Centra za boj proti trgovanju z ljudmi. Dobro jutro, Polona. Sara Đorđić, kolumnistka in svetovalka z področja spolne vzgoje ter antropologinja in sociologinja, raziskovalka človeških odnosov in seksualnosti Živa Gornik. Tako piše na Instagramu, a sem vas pravilno predstavil, samo dajte mi to povedati. Ja, ne. Ja, ok. Polona in Sara, vidve že poznata Laro. Obe sta že bili v podcastu Ti dnevi v mesecu. Živa, tvoja specializacija, digitalizacija spolnih storitev na OnlyFans. Ja. Dajmo najprej postaviti okvir debate, ne? Sara, veste se s puncami pač pogovarjali, imeli ste v bistvu pogovor o spolnosti v osnovni šoli. Koliko se to dogaja, kaj nas mora skrbeti poleg starosti udeleženih? Zdaj, zgodbe so takšne, da so 10 let stare punce, dekleta, imele že splav ali kaj? Ja, zdaj, jaz težko rečem, ker nisem ekspert na tem področju in ni nobenih, kako bi rekla, analiz ali pa ne vodi se kakšna evidenca, koliko mladostnikov vstopa v spolne odnose. Na temo, katero sem jaz želela poudariti, je, da se starši tega zavedamo, ne glede na to, a verjamemo ali nočemo verjeti, te stvari se dogajajo. In želim, da smo tukaj zavedni in da se pogovarjamo z našimi otroci. Ne glede, če moj ne. Mogoče pa, če mu vi poveste, pa predstavite to spolnost mečkan drugače, bo pa lahko on svoji sošolki, sošolcu, prijateljci. Ne, v tem smislu. Tako da tukaj sem jaz želela izpostaviti. Tekmujejo med sabo dekleta, kjer jih bo imela več. V bistvu, da punce prehajajo v to moško energijo, si ti takrat rekla. Absolutno. Zdaj, tekmovanje, ne, pa meni je to težko o tem govoriti, ker je čist popolnoma... Nam tudi ta današnja tema se mi zdi, da je prometna nesreča. Grdo, ampak vsi gledamo in se čudimo. In se čudimo, ne. In zdaj tekmovanje, kaj napelje ta dekleta, da morajo tekmovati, da morajo... Jaz, recimo osebno, kar sem spoznala, je, da je ogromno premalo self-lova, torej ljubezni do sebe, da se ne cenijo punce, da jih nobene ne uči, kako se ceni. Okolica ne pomaga, ta medijski svet, ta umetnost, fake, Instagrami. In zdaj to konstantno primerjanje. In ne vem, zakaj seks, moraš svoje telo dati, da se boš dokazala pred drugimi. Ne vem, ampak se pravim, kot starši mislim, da smo tukaj odgovorni, da jih izobražujemo. Jaz razumem, da nas nobeden ni. Da kar se Janezek nauči, mi še sami dostikrat ne znamo, pa ne vemo, kaj nam paše, kaj nam ne paše. Ampak mislim, da moramo pa otroke v tem naučiti, se pogovarjati saj v tej temi. Jaz mislim, recimo, že samo tema, kakšen je bil moj prvi spolni odnos. A je bil lep ali grd? Sem tukaj, da povem, moja izkušnja je taka. Če je bila pač neprijetna, je bila neprijetna zaradi tega in tega, to ti govorim, da ne ponoviš. Kdaj začeti? Koliko je otrok star? Jaz sem slišal, da je pravilen odgovor čim prej. Ampak, veš, kaj to pomeni? Mislim, zdaj tako, vsak otrok je tudi drugačen. Tudi šola, okolica, po moje ena šola tam nekje na vasi je mečkan bolj verodostojna oziroma še nimajo tega kot sred Ljubljane. Tako da opazujte svojega otroka, poglejte, pa boste videli, pa začnite s parimi. To je težko, Sara, to je težko, veš, zdaj mi lahko na pamet govorimo, kar tako opazujte svojega otroka, vseh opazujemo, vseh gledamo, ampak veš, kako načeti neko zgodbo. Jaz imam znanka, sin, začel na polno se sam sabo igrati, nič narobe, sam sabo, ampak tako, ful preveč gat več nima. Kako zdaj ona z njim začeti govoriti? A veš, stranih meče, kaj njemu tudi neroden, veš, kaj zdaj, veš, in ti je neroden, sploh ne veš, kako češ začeti. Zdaj pa, če poveš, veš, kaj to pomeni, da se začnemo pri 7 pogovarjati o tem, pri 9 ali pri 10. Koliko je pa star od prijateljce otrok? 12. Vse je normalno, se pravi, spolna sla je, moram pa tudi nekaj reči, da danes hormoni, zelo vplivajo na spolnost otrok oziroma na ta spolni razvoj. Tudi na nas, torej, danes je
te hormoni so premočni v kozmetiki in v hrani in so hitreje spolno dozorijo. Jaz ne vem, jaz sem se pri 12 še v blatu igrala, potičke delala. Ne? Oni pa pač... Kdaj si se pa starši s tabo začeli o tem pogovarjati? Se pravim, niso se. Niso se, ne? Ne. Ja, Sej, kar se Janezek nauči, danes pač sem jaz mečkam bolj, pa se poskušam svojo hčerko, ne. Ampak... Kdaj si začela hčerko? Pa zdaj, glede na to, da ustvarjamo intimno negovalno olje, ne, intimno nego se je igrala s tem oljem, pa za njo sem naredila eno olje in za otroke, tako da že od 6. leta. Že od 6. leta. Ja. Polona Društvo Ključ se ukvarja še bolj resno temo. Da se začnejo takšne stvari dogajati za denar. Vi ste naredili tudi eno zaskrbljujočo raziskavo. Nas je včeraj šokiralo. Od 2000 anketiranih je 75 že imelo spolne odnose za denar. Ja, oziroma za nekaj. Mi smo, ker gre za otroke, nismo želeli, da je valuta samo denar, ampak smo jih spraševali tudi mogoče za večerjo, za prenočišče, za droge, za neke druge ugodnosti. Okay. Tako da ja, med 2000 mladimi, s katerimi smo izvajali pogovorne ure, mi imamo kar veliko preventivnih aktivnosti, sicer pretežno v začetku srednje šole, in se v bistvu z mladimi pogovarjamo tudi direktno o trgovini z ljudmi, ampak želimo pa tudi širše, ne, ker želimo vplivati na to, da sploh določenih segmentov trgovine z ljudmi ne bi bilo, in to je recimo prostitucija, in prostitucijo lahko si zmanjšaš v bistvu šele takrat, ko zmanjšaš nekako število uporabnikov storitev, ne, tistih, ki verjamejo, da je kar ok kupovati neke ženske ali pa v tem primeru otroke. V glavnem, mi se z mladimi pogovarjamo o konsenzu, o pornografiji, o prostituciji, in na nek način o spolnosti, in v bistvu se izkazuje, da nimajo zares informacije, ne, to sem hotela povedati. Nas zanima, predvsem kot starše, bi mene zanimalo, na kak način, kako gre to? A gre to kaj prek družabnih omrežij, a gre to prek, ne vem, Snapchat, kako? Ja, mi nimamo čisto vseh odgovorov, ker je bil vprašalnik anonimen, ne, to niso bili intervjuji, tako da za vse različne oblike ne vemo. Tiste, ki jih pa poznamo, pa ja. Gre za ali nek tak grooming, se pravi, da se nekdo pretvarja, da je nek fant, recimo, mlajši, in potem prepričuje neko dekle v to, da je pač nek sanjski fant prek spleta, prek nekih chatov. In potem jo zmanipulira do te mere, da mu pošlje kakšne fotke, a ne, potem pa začne izsiljevati bodi si s tem, da se dobita v živo, pa se potem izkaže, da to ni ta fant, a ne, ampak je mogoče moški. Najmlajša je bila 10 let, se mi zdi stara v raziskavi, če se zdaj ne motim, a ne, tako da zelo majhne. Smo sicer ugotovili, da je bilo veliko tega kupovanja, teh aktivnosti tudi znotraj skupine mladoletnih, skoraj polovica, ampak no, preko polovica so bili pa uporabniki, pač polnoletni uporabniki, kupci, ne vem, tisti, ki zlorabljajo. Kriminalci, no, ja, pač. Tako. Če od 10-letne punce zahtevaš nekaj tazga in če... Ja, veliko je tega, torej nekega prepričevanja, da so to neki fantje, moški, ki jih imajo radi, one zdaj zaradi različnih razlogov pač to ljubezen iščejo na napačnih krajih, so pripravljene marsikaj narediti, pa tisti velik problem, če se navežem na prejšnji pogovor glede staršev, je to, da se velikokrat izkaže, da ko recimo se posnamajo med nekimi spolnimi aktivnostmi ali pa pošiljajo kakšne neprimerne fotke, je njihova reakcija, ko jih nekdo začne izsiljevati, namesto da bi povedali staršem, a ne, ali po šoli, ali pa nekomu, vedno rečejo, ne, starši me bojo ubili, to ne morem, kaj če bo kdo zvedel, jaz se bom ubila. Sveda se gre za sram gre, ja, pa za strah gre. Pristanejo v izsiljevanje, ne. Mene to vsakeč znova šokira, da ti v bistvu rajš pristaneš v to, da te potem zlorabljajo še neki drugi moški, kot to, da bi povedala mami ali pa očetu, da si pač, ne, nekaj si zastral, zdaj pa gremo rešiti, gremo na policijo, gremo ustaviti te stvari, ker se pač da ustaviti stvari, samo vedno je treba nekomu povedati, nekomu odraslemu po možnosti. Če punce, če ste stare 10, 11, 12 let in če vas neki odrasli moški, je absolutno se da tako ustaviti, da te pač odrasli moški končajo za zapahi. Tako. Živa, ti praviš, da je digitalizacija sprožila novo seksualno revolucijo. Ja. In če za OnlyFans velja, kaj da je, plus 18? Ja, plus 18. Plus 18? Ne bi bil. Pač uradno piše 18 plus, ampak... Ja. Ampak kaj, se izmuzne čez? Ja, valjda. Mislim, ni neke verifikacije? So verifikacije s temi osebnimi dokumenti, pa vse, ampak to se da zelo hitro zaobiti, se smo vseeno dobi digitala, ne? In marsikaj lahko danes že spremeniš na sami fotki. V Ameriki je nek zaskrbljujoč podatek, da je vsaka peta na OnlyFansu mlada. Ja, jaz teh podatkov sicer ne vem, koliko jih je v Ameriki, ampak če upoštevamo, da je več kot 3 milijone kreatorjev danes že na OnlyFansu, je to kar velika številka. Torej, to so osebe, ki imajo vsebine, ki imajo neke ponovadi porno vsebine na OnlyFansu.
Mislim, če se nekdo začne ukvarjati z OnlyFans pri 18, a je logično sklepati, da si je neke izkušnje že prej nabral na drugih platformah? Lahko ja, lahko pa ne, ker jaz bi najprej to vse navezala v bistvu to, kar sta moji sogovornici govorili na striptease kulturo. To je ena Kaj stvar. to pomeni? Ja, striptease kultura to je v bistvu ful zanimiv termin in sicer to je nekje od leta 2005 naprej prišel v veljavo in to pomeni, da mi kot družba vedno več sprejemamo spolnih vsebin. Kaj pomeni? Greš ti po ulici in imaš ti tam reklamne panoje, kjer smo ljudje v bistvu slečeni. Povsod okoli nas je vedno več govora o spolnosti. Je tudi pogovora in se to normalizira na način, da mi pozabljamo, kje so neke osebne meje, kje je naša osebna intima in kje je pač javno, a ne? In ta spolnost ratuje javna. In v bistvu striptease kultura ti prinaša, da v bistvu danes je normalno, da si ti slečen, je normalno, da ti menjaš partnerje, je normalno, da vstopaš v odnose in ljudje pol mislijo, da morajo tudi oni na ta način, zato ker vsi ostali to delajo, a ne? In je to neka norma. In čeprav je bila spolnost oziroma spolnost je na nek način še zmer stigma, a ne, je nekaj intimnega, a bo te res nekdo vprašal, kako pa ti, ne vem, sekšaš svojo ženo ali pa jaz, ne vem, svojim partnerjem, ampak v bistvu ne, a ne? Striptease kultura nas na nek način sili, da tekmujemo med sabo in v bistvu to že mladi opažajo, ne? Kar sta sogovornici rekli, mladi nekako tudi tekmujejo, želijo biti del tega, želijo biti ljubljeni, a ne? In način, da si ti ljubljen, je lahko tudi z dokazovanjem, s tem, da vstopaš v odnos z drugim, a ne? In te odnosi so nažalost tudi spolnost. Mislim, nažalost, spolnost je lahko nekaj lepega, ampak mora biti osebna odločitev in noben te ne sme v to siliti. In problem je, ker so mladi v to prisiljeni zaradi vseh dejavnikov, od medijev do komunikacije, a ne? Če mladi začnejo zgodaj, pač hormoni so hormoni, a ne? Pač ko ti dobiš menstruo, recimo kot ženska, pač takrat se ti a ne? Ja, pač, Mislim, you go, Zdaj, mi nismo odraščali v dobi te digitalizacije in družabnih omrežij in tako naprej. Lara, ti pa si. Lara, ti pa si. In tako, še nedolgo nazaj si bila ti 13. Ja, 10 let nazaj. Facebook je že obstajal. Kakšne izkušnje so to bile? Mislim, kaj pri 13 letih je to en 7. razred, a ne? Mislim, jaz se spomnim... Ali pa 12, ali pa 11. Kukorkoli. Jaz se spomnim, da sem bila 13 let stara, ko sem dobila prvič neko fotografijo od starejšega moškega na svojem Facebooku. Ampak kot otrok, oziroma kot 13-letnica se mi zdi, malo drugače gledaš na to. Zdaj, ko sem 23, sem grozen, kaj mi je pošiljal. Ko sem le stara 13, jaz nisem mami povedala, da je meni en 30-letnik poslal svojega pikija, whatever, na Messengerju oziroma na Facebooku, zaradi tega, ker sem mislila, da sem odrasla in da je to že dosti normalno, da se lahko že jaz sama soočam s tem. In pa bi pa poudarila, tudi ne samo mogoče socialno mreže ali pa Facebook, Instagram, TikTok in tako, ampak tudi razni te Robloxi. Ali pa, ko sem bila jaz otrok, se spomnim, da so bile zelo popularne igre 1, 2, 3, ne, če se kdo spomne. Kaj Robloxi? Moj Tomaž špila Robloxi skozi. No, in tukaj tudi se mi zdi, da treba biti pozoren, ker jaz se spomnim, Začel se pogovarjati z nekom. Ja, no, recimo, jaz sem bila... Samo pol omejila, da lahko sam s tistimi prijatelji, ki jih poznaš. Ker jaz sem bila recimo na igre 1, 2, 3 in sem si naredila svoj account, ko sem bila stara, ne vem, 11-12 let in sem šla v chat in jaz sem mislila, da bodo tam otroci, da se bomo mi kaj v igrcah pogovarjali in tam so bili praktično 40, 50, 30 letniki, ki so iskali sexting, oziroma hotel so se pač sextati, to pomeni pogovarjati o seksu. Pri meni je tam malo znoro, ko sem uletel v sobo, slučajno sem sam prišel pogledati in sem videl, da se posebej kot da pokaž in je... No, zaradi tega, ker se lahko ta zgo dogaja. Ampak ni, se pol je pokazal. Ne, spoštujem jaz tvoja privatnost, pokaž, kaj imaš to. In se videl, dejansko so se v igrcah pogovarjali, ampak potem smo mu vseeno omejili, so videli, da so vmes še tujci, ker njim je angleščina takole. Ja, ampak jaz mislim, da na raznih teh mogoče platformah z igrcami, da se tudi to dogaja, no. Kaj misliš, da so res tam sami tvoji vrstniki, pa otroci pa niso, ne? Posnetki odnosov v Dixiju, 10-letnice. Zdaj, da ne bomo samo strašili, bomo probali najti tudi kakšen odgovor. Kje se začne spolna vzgoja? Novi v vrtcu. Spolna vzgoja v vrtcu že? Mislim, na Nizozemskem in če gledamo WHO standarde, je že napisan, pri katerih letih se moraš o čem začeti pogovarjati. To ne pomeni, da se v vrtcu recimo začneš pogovarjati o kondomih, o varni spolnosti, ampak o osnovah. Recimo osnove so že razlika med spoloma. Lahko, ali pa med spolji, odvisno kako to dojemaš. In pa temu slediš tem standardom. Te standarde se najde na spletni strani od WHO organizacije, od World Health Organization. Kaj pa šole? Imajo dosti spolne vzgoje ali... Jaz mislim, da je super, da je spolna vzgoja, da so samo spolno prenosljive bolezni, v redu, zaščita, ne da ni pomembno, ampak mislim, da je spolna vzgoja zelo širok pojem. A se pri nas spolna vzgoja začne v šoli, se kar začne takoj kar s spolnim odnosom, ne? Ne začne se z nekim
Jaz bi rekla celo, da je zelo pomanjkljiva, no? Ker nam na naših delavnicah, ko se mi pogovarjamo pač o odnosih, pa potem gremo tudi, damo možnost, da nas vprašajo, karkoli želijo in dejansko nas sprašujejo. Je dve stvari sta. Ena stvar je, da vidim, da zelo malo vejo tudi o zaščiti, tudi o čistih nekih osnovnih stvarih včasih vprašajo in pač jaz sem vesela, da se čutijo, da lahko sprašujejo. Druga stvar, ki jo pa tudi sami rečejo, naprimer na eni od srednjih šol, ko je bilo več deklet, so rekle, kako dobro se to pogovarjamo, mi smo imeli pri biologiji, ki bi moral profesor povedati, pa je šel kar naprej. Preskočil je poglavje. Tako da jaz se res sprašujem, koliko sploh je tega. No, jaz mislim, da če so zelo te neke biološke, neke bolj mogoče tehnične zadeve, ampak mi pa vsi vemo, da spolno seks to ni, ne, sem to neki tehnično, da se je treba pač malo širše pogovarjati. Da je odnos, ne? Ja, da je odnos, točno tako, ne. Odkriti pa moramo biti starši v teh zadevah. Jaz mislim, da čim bolj, ne, kolikor pač se še čute, da vam ni neroden. Pač, se pravim, jasno, da ko si v vlogi starša je verjetno malo drugače, ampak jaz sem premajhnega otroka, da bi govorila o tem, ker pač še ne razume, ampak jaz upam, da bova midva sposobna z njim nekako sproščeno govoriti o temah, se pravi na ta način, da to ni tabu, da lahko vpraša, pač me ne zanimajo vse njegove podrobnosti, pa tudi jaz mu ne bom razlagala vseh podrobnosti, ne, ampak še vseeno, da ve, ne, kje dobi tudi nek pameten vir informacije, ne, da lahko pač ima neko podporo, pa da so kondomi doma, brez da se jih šteje na voljo. Ne. Pornografija, da ni pornografija, da ni glavni. Jaz sem gledala statistike. Ko Sara malo bliži. Jaz sem gledala statistike in sicer, da na dan obišče Pornhub enako število kot Facebook, Instagram pa Twitter skupaj ljudi. Torej, zelo velik obisk, vse v redu, ampak če pogledaš, da 11-letniki se v 98% takrat prvič srečajo s pornografijo in kaj to pove. Jaz zadnjič lih od prijateljice sin je bilo zelo zanimivo, pač ena punca mu je všeč in da bi jo na zmenk. Sem rekla, pa speljo a sta bila kdaj na zmenku? Pravi, ja, a sama? Ja, ne vem, so drugačni zmenki kot sam. Torej, že osnovno fantke mislim, da bi bilo treba učiti, torej da moški, očetje, učite svoje sinove, kaj bi džentelmen, kaj povabiti na zmenk, kako se tretira žensko in mame, da imajo odgovornost, da naučijo svoje hčerke, kako se imajo rade, kaj je dovoljeno, kaj ni. Jaz sem za svojo hčerko pri njenih 5 letih napisala knjigico Moje čudovito telo. Mislim, zgodbico, ne knjigico. In tudi tukaj sem želela zajeti, jaz svojo hčerko vprašam, ko je bila še majhna, ko sem jo umivala, a jo lahko spodaj umijem. Da ona takoj dobi, to je moje. Torej, da ni normalno, če bi se jo kdorkoli dotikal. Če me mami vpraša, da me lahko spodaj umije, pomeni, da jo more vsak ostal. Tako da, take malenkosti. Pa se danes mislim, da je dosti več te literature, ne, na kaj se lahko starši obrnejo, pa kakšno knjigico. Kakšna knjigica, veš, kakšni so otroci danes. Če tako gledam, otroci več, recimo, pustimo, mi smo informacije, pa si mogel iti v knjižnico, si mogel cajt vzeti, pa si mogel kaj listati, pa si mogel brati. Potem pa doba interneta, pa smo googlali, ne. Zdaj otroci, nekateri tudi googlajo več, ne, YouTubeajo. Ne da se jim brati. Informacije najdejo na YouTubu. Jaz imam pač sina doma, 12 let je star, on ne googla, on YouTuba. Njega vse, kar zanima, on na YouTubu in gleda in posluša video. Tudi za šolo. Rab neki razlago, on ne bo šel brati, ampak video. Pa posluša pa reče, ok, zdaj razumem. Mislim. Jaz pa mislim, da bi poleg vsega, kar sta sogovornici rekli, bilo zelo pomembna tudi ta spontanost. Ne? Da ti ne rabiš nujno na umeten način usiljevati neko temo, ampak spontano, ko pride v momentu, skozi življenje, skozi tvoje domače življenje, ti pač stvar samo razložiš in greš naprej, ne delaš big deala okoli tega. Ker bolj, ko delamo mi big deale in je nam neprijetno, tebi neprijetno, njej neprijetno, pol je njim neprijetno, ker ti reflektiraš na njega, a ne? Ta svoje čustva. Če pa ti to vzameš, to je del življenja, to je to ni v redu, zato pa to. Ali pa to se dela tako pa tako, ali pa pazi, te informacije dobiš tam pa tam. Pa greš sam naprej, a ne? Tako, kot ne vem, če bolo narežeš tako pa se mi zdi mogoče ful smešno, ampak če je to del življenja, ker ljudje smo na koncu spolna bitja, je zelo pomembno, da tudi do tega pristopamo. To je del življenja. Tvoje področje, Polona, ni več samo spolnost, ampak zloraba. Malo prej si že povedala, kako prihaja do psihološke manipulacije mladoletnikov, otrok. Pošlji mi fotko. Ne bom nobenemu pokazal, jaz te razumem bolj, kot te razumejo starši.
A je to ta smer ali kakšna smer je to? Ja, dejansko gre za veliko nekih manipulacij, pa veliko krat so pa tudi vezane te manipulacije na to, da tudi mladi otroci že imajo neke izkušnje, ki so pa lahko negativne, ne? Izkušnja spolne zlorabe, te recimo potisne v prostitucijo, izkušnja nasilja v družini, neke izkušnje opazovanja nekih zasvojenosti ali pa neke lastne zasvojenosti, pa duševne težave. To so cel kup nekih takih ranljivosti, poleg tega, da je mladost že sama po sebi neka ranljivost, ne? Ker si malo bolj naiven, ne veš še vsega, ne poznaš še vsega, hitreje zaupaš, ne? In potem se najde pač nekdo, ki to izkoristi, se okoristi s tem. Kakšne so vaše izkušnje? Po izkušnjah iz policije, ampak zdaj govorim ful nazaj, gre za znance, gre za družinske člane, gre za sosede, gre za Ja, pri zlorabi za prostitucijo so različne izkušnje, ampak tisti, ki novačijo, so ljudje, ki jih te osebe poznajo. Zdaj, a so to neki moški, mlajši moški, ki se pretvarjajo, da so njihovi fanti, a so to morda neki pač bližnji, ne? Ampak tisti, ki pa kupujejo njihove storitve, so pa lahko tudi popolni neznanci, ne? Sej ta organizator z vodniku, karkoli bomo temu rekli, pač novači tega otroka zato, da ga potem prodaja naprej, ne? In da ima on zaslužek od tega. Tako da pri prostituciji gre za povzročitelje na obeh nivojih, torej ljudi, ki niso znani otrokom in tiste, ki so. Pa če grem na starše, na kaj morajo biti pozorni starši? Če otrok ne zaupa, kaj praviš, otroci se bojijo staršem povedati. Kako starši zdaj razberejo, opazijo, da se otroku nekaj dogaja in... Jaz zdaj nimam čisto podatkov za starše. Tiste par primerov, ko smo imeli, so se otroci začeli doma res več drugače, begati od doma, v šoli drugačno vedenje, res neke ekstremne spremembe. Smo pa mi eno raziskavo pred to, ko smo jo delali z mladimi, smo jo pa delali s strokovnimi delavci. Oni so pa rekli, da so opazili, recimo, da ima otrok mogoče neko večjo količino denarja, nekaj več drog, tudi kakšne take stvari, kako je do njih prišel. Tako da velike verjetno signalov. Glavni je pa ta, da se neko vedenje zelo spremeni in je treba, po mojem mnenju, res poskusiti narediti vse, kar je pač v moči staršev, da se vzpostavi nek stik, odnos brez obsojanja, brez tistega norenja, kaj si pa mislil. To so pa že idealni pogoji, veš? Ja, nimajo vsi idealnih pogojev. Seveda, da jih nimajo, zato se pa tudi otroci znajdejo v težavah. Ja, ampak ta, kaj si mislil, to je res ena taka grozna izjava. Tudi mi smo se prej mečkam pogovarjali med odmorom, kaj je najstnik mislil. Ja, nič ni mislil, se nima še čelnega režnja razvidga, se ne more misliti, kaj bo vse, kakšne bojo posledice. In enostavno je treba to razumeti in pač iz tega izhajati. Peva zdaj v to smer, da se ne razume. A veš, otrok verjetno ima doma družinsko situacijo, ki se ne more pogovoriti z mamo, ki se ne more pogovoriti z očetom. Enostavno pustimo kako, ampak se ne more o teh stvareh. Kaj ne naredi? Gre v šoli do svetovalne delavke, do učitelja, ki mu zaupa, kontaktira društvo Ključ prek Messengerjev ali pa kakšno drugo nevladno organizacijo. Gre na policijo, če ne upa iti sam na policijo, naj spet kontaktira kakšno drugo nevladno organizacijo, bomo šli z njim. Center za socialno delo. Pač virov je veliko. Jaz sicer predlagam neke bližnje odrasle osebe, torej svetovalne delavce, učitelje v šoli, pa po drugi strani nevladne organizacije, ker smo, vsaj ti, ki sem jih, ne vem, Društvo Ključ, Društvo za nenasilno komunikacijo, Društvo SOS telefon, Združenje za moč tudi. To so vse pač organizacije, ki delajo na področju nasilja, preprečevanja zlorab in verjamem, da smo dovolj usposobljeni, da bomo znali temu mlademu človeku pomagati, toliko, da ga podpremo, da najdemo neke rešitve, pa da gremo skupaj z njim zadeve parjavati, da se pač zlorabe ustavijo. Jaz sem imel en primer, ki je šlo za deklico pod 10, ki so stari starši prijavili. Starši niti so bili jezni tudi zaradi prijave, ker so se bali sramote in tako naprej. Ja, to je pa tudi vsaka odrasla oseba, ki ve, da se nekemu otroku neka zloraba dogaja, ima po mojem mnenju najmanj moralno dolžnost prijave. Vsak strokovni delavec, ki ve, ima pa tudi zakonsko dolžnost prijave. Tako da, če ti vidiš, da se nekje nekaj dogaja, pač ne biti tiha, ne? Daj povej nekomu, poklič policijo, pač pozanimaj se, sam ne biti tih. No. Sej, jaz ne mislim, da je zdaj pa policija vse mogočna, pa da bojo vse zadeve uspešno kazensko preganjane, nažalost ne bojo. Ne? Ampak vsaj otrok dobi občutek, da je to, kar se je njemu zgodilo, da ni prav, pa da ni njegova odgovornost, ker to je tisto, kar je pa dolgoročna posledica vseh teh zlorab. Občutek krivde, a ne, se sem sama kriva, se sem bila jaz neumna, se sem kaj sem pa jaz mislila, ne, da sem pošiljala take fotke, zato se mi je pa to zgodilo. In ko izhajaš iz tega, ko imaš ti takšen odnos do sebe, toliko slabo samopodobo, se ti potem zlorabe skozi življenje samo ponavljajo in brez neke dolgotrajne psihoterapije
ali pa celo z njo Sam zelo psihoterapija je težko spet draga. Ponovadi so izideš. te otroci iz takih okolij, da si psihoterapije ne morejo privoščiti. Zato ne pa kontaktirajo nevladne organizacije, ki imamo usposobljene strokovne delavce, ki zastonj ponujamo svetovanje. Ja, saj hvala Bogu, da je to tako. Da to Ne vem, kaj ne drugega rečem, ampak dejansko je to tudi pač nek vir, ki obstaja, ki je temu namenjen, da se pač dela žrtvami zlorab na najboljši možen način, pa izkušenj imamo veliko. No, tako da. Lara, ko je bilo, ne vem, 10 let nazaj, šola, sošolke, Ja. kako je bilo prvo? Pač mi smo bili tudi, ne vem, mladi, pa ne vem, 6. razred, ki nas je začel totalno razganjati v osnovni šoli. Mislim, moj razred, no, ker sem bila jaz, ne bi rekla, da nas je začel na polno razganjati, mogoče fante oziroma punce tako malo skrivajo še vse to. No. Pa ste vse dobivali na družabnih omrežjih? Vse, oziroma, ker sem se s svojimi prijateljicami pogovarjala, Kar vse? ja, mislim, večina, ja, da so rekli, ja, le, kaj mi je ta poslal ali pa le, kaj mi ta piše. Pa ponavadi, sploh ne vem, jaz vem, da sem se tudi še nekaj četala za enim, ne vem, koliko je bil sta 25, 27 let. Se pravim, takrat ti nimaš občutka, da je kaj narobe. Ampak dajmo zdaj na današnji čas. Veste, imeli podcast. Po tem podcastu si dobila ogromno nekih sporočil. Ogromno, stvari, ja. ki so te šokirale, so. Ja, to, kar smo se tudi prej pogovarjali, da, ne vem, da je ena 11-letna punca delala neke spolne usluge zato, da je dobila travo, recimo. Ali pa da so 11, 12, 13-letne punce nek v okolici Krškega, da so imele spolne odnose z 19, 20-letniki in so zanosile in so potem posledično tudi splavile. Kakor smo že prej slišali, da tekmujejo med sabo, da od 16 punc v razredu, da jih imeli že 10 spolne odnose. V katerem razredu? V 7., 6. razredu. Tako. In ja, take zgodbe se ponavljajo. Ena zgodba je bila tudi, da sta sošolc pa sošolka imela kar v razredu med odmorom spolni odnos in je prišel en sošolc v razred in se kar nista ustavila. Nista imela toliko sramu, ni bilo sram, nista se skrivala. No. Tako, ali pa recimo, da se dogaja po raznih WC-jih, v šolah, po diksijih, kar na javnih mestih že pri toliko mladih letih. No. In te zgodb je bilo ogromno. Mislim, da je bilo na tem TikToku čez 500 komentarjev, ki so potrjevali to, od tega sem pa dobila 100 takih podobnih zgodb. To so pač te, ki sem si jih zapomnila. Nič 5, 300. Jaz sem pa slišala za en primer, ki je pač že 6 let prepričal punčko, da mu pokaže luliko. Ne bo sploh komentirala naprej. 6-letni fantek prepričal punčko, ne mu pokaže luliko v 1. razredu. Kaj je? To je raziskovanje, jaz mislim. Ja, mislim, spada tudi po neko raziskovanje, ampak problem je tukaj, ne? Ker otroci ne razumejo mej. Zdaj jaz spet nisem psihologinja ali pedagoginja, ampak če ti ne razumeš meja, tudi ne razumeš posledic, ki jih, ko greš čez neko mejo. Ampak če bi lahko dala še en komentar, mogoče to, kar jaz slišim zdaj, ko se pogovarjamo. Ne? Če sem prej omenila spontanost, mi se moramo tudi več naučiti pogovarjati drug z drugim. Tudi odrasli, ker to, kar delajo mladi, delamo tudi odrasli. In v bistvu tudi odraslim manjka spolne vzgoje. Ker če bi mi imeli kvalitetno spolno vzgojo, bi tudi mi lažje se lotili teh stvari in tudi lažje mladim. Kolikokrat si ti res recimo se nekaj pozanimal ali zdaj, ker pač imaš ženo, ne vem, imaš otroka, ti to veš, ti veš, kako te teme nagovarjate. In v bistvu je to tudi problem, komunikacija. Ker komunikacija mora biti in med mladimi in odraslimi. Narobe si me prebrala, ne vem. Ja, sej, a veš, pač ne vemo, ne? Večina jih misli, da ve, to hočeš Ja, reči. večina, ja, sorry, nisem mislila na skopak. Ne vem, ne jaz veš, pojma nimam. In se tega sploh ne lotevaš. Ne. In se ne pomisliš, da bi Ne, ker mogel si mislim- se naučiti. Ali pa, no, to bom reči tam pustil. Nekje nekoč, vedno je nekje nekoč, na neki policiji. Zato pa pravim, zato sem prej spraševal, kdaj, kako, kaj, kje, ker pač ne vem, pojma nimam, ne vem kako. V bistvu tako, da se začnemo že zdaj, že nimam tukaj je nekje. sprememba. Da smo tukaj in se danes pogovarjamo. Ok, Mojca. Zanima me, kaj privede to do tega, da so pač zasvojeni otroci s seksom. Kaj narediti, pa če so še kakšne druge zasvojenosti povezane s tem? Mogoče najprej se je treba zavedati, da mladi, otroci, ki so, nimajo še razvitega dopaminskega krogotoka. Kaj to pomeni? Tvoji možgani še niso razviti. In ti iščeš neke stvari, ki te bojo naredile ta dopamin rush, torej, da boš dobil več dopamina, torej, da ti bo zanimivo, zato ker tvoj dopamin še ni reguliran. Kar pomeni, da spolnost je ena izmed teh stvari. In tudi, recimo, če smo prej govorili o pornografiji, to ti vsakič nalaga to željo po temu in ti to da neko nagrado. Ker ko ti dobiš dopamin, ti si nagrajen, ti si vesel,
vesel, ti se dobro počutiš. In spolnost ti to na nek način prinaša. A ne? Zdaj, kako govoriti o tem, to je pa zdaj spet stvar celotne družbe, najprej staršev, šole, institucij, društev, vsi moramo to nagovarjati in odrasli so v osnovi tisti, ki regulirajo dopamin mladih, torej, da pomagajo, ko pride do nekega preveč ali premala. Recimo mladi so tudi velikokrat zelo bored, so dolgočasno jim je, iščejo neke stvari. Ja, veš, in zato tudi seks, droge, alkohol, to je vse, to je toliko zanimivo, to je tam te prevede ven iz unga dolg časa, ker si tako, moj bog, ja bom umrl. Ups, v tej sobi polila sem vodo, a vidiš. No, evo, dopamin raš, malo. In to vse te stvari ti prenesejo, pač to, oh my god, zdaj sem pa živ, jaz se počutim živ. In ta spolnost te dela živega in ti se ne zavedaš, da s tem lahko imaš tudi neke posledice. In pol prije pa do teh zasvojenosti, ker ti si vedno bolj odvisen od tega, ker ti sam to daje ta užitek v življenju, to veselje, to radost, to, oh moj bog, koliko dober, sem živ, počutim se živ. Ja, pa se lahko tega rešiš. Mislim, ne vem, nisem strokovnjakinja na tem področju, ampak verjetno s pogovori. Težko in dolgotrajno in spet pridemo do polona, do psihoterapije. Treba res več energije usmeriti v preprečevanje tega. Se pravi, s pogovori, tudi glede recimo škodljivosti pornografije, pa ne zdaj tisto pametnovanje nujno. Mi na pogovornih urah recimo menimo ravno Pornhub in dejstvo, da so nekaj let nazaj umaknili 9 milijonov posnetkov, ostali pa mislim 4 milijone posnetkov gora. 9 milijonov posnetkov je Pornhub moral umakniti, zato ker niso mogli dokazati, da so te osebe dejansko dale privolitev, da so gor, da ne gre za žrtve trgovine z ljudmi, da so polnoletne. In če sam to, recimo, take neke informacije ti daš mladim, vsi mladi niso neumni, se pa pomislijo, mogoče pa te osebe, ki jih ti vidiš v pornofilmih, so pa tudi zlorabljene, da to pa mogoče jaz ne bi sodeloval ravno, pa pač zaradi tega malo zmanjšajo uporabo. Tudi sami velikrat povejo o tem, da, ne vem, da so malo preveč gledali porniče, kakšni fante, pa rečejo, sem pa mi ni bilo dobro, ker sem kar rado malo zasvojena, sem mogel kar skozi, pa sem pa malo nehal, tako se imajo uvid v svoje vedenje, sam pač treba je pa to malo besedati. Ampak če gremo spet nazaj, mi starši zelo radi rečemo, zelo radi primerjamo, ker gre mladim tudi na živce, kako je bilo, ko smo bili mi, kako je bilo pa mi. Se pravi, obdobje pred temi socialnimi omrežji, stvari so bile bistveno manj dostopne. A se je to ravno tako dogajalo, sam da se o tem ni govoril, pa ne na tak način, ali ne, Spolnost je del družbe. Ne, ampak predvsem grem na zlorabe. Zlorabe, valjda, ampak samo ni se vedelo o njih. Danes je zaradi digitalizacije in ozaveščanja se ve o teh zlorabah. Sogovornica je prej govorila ravno o tem, da pač so dela raziskave in prej ni dela raziskav. In če ni raziskav, to ne obstaja v družbenem govoru, v neki javni sferi. Ko narediš ti raziskavo ali ko o tem začneš govoriti, ljudje sploh vejo, da to obstaja. Ker to, kar ti ne veš, da obstaja, pač ni. Mislim, da ni taka razsežnost, kot je zdaj. Kolikor je zdaj. Živa, OnlyFans, dokaj mlada platforma. Glede na to, kako lahko mladostniki zaobidejo starostno preverjanje na Facebooku in Instagramu, jo tudi tam si rekla, da zaobidejo. Kaj pa ta OnlyFans poroča? Sleč, krpice, zaslužila boš ful enega denarja, ne rabiš obraz pokazati ali ne, se ne vem. To je zdaj pač spet ta koncept, ki sem ga prej omenila, striptease kultura, to, da se ti slačiš, da si pokazan, da si zaželjen. OnlyFans je v bistvu platforma, ki na nek način bi lahko rekla, da tudi deluje kot neko novodobni izvodnik. V bistvu to je nek tehnozvodnik, nek tehnopimp, ki tam je zate in ti podaje nek prostor. Zakaj je postal popularen? Najprej se moramo tega lotiti. Zaradi COVID-a. Ko je bil COVID, so spolne delavke in spolni delavci, zdaj če ne govorimo samo o trgovini z ljudmi, ampak govorimo o tem drugem sektorju, kjer ne bi se ljudje odločali zaradi... Ne, sem na hitro. Vse, kar boj. Pač so zgubili prostor dela, in OnlyFans je postal popularen, ker takrat so bili oni pozabljena populacija. Oni niso mogli delati več na ulici, v hotelu, to je bilo vse zaprt. In OnlyFans je postal popularen, ker je nudil prostor z zelo nizkimi zakoni, kjer si ti lahko se razkazoval in je postala popularna ta domača pornografija, domača produkcija. Vsak je lahko bil pornoigralka ali pornoigralec, tudi če ni pokazal obraza. Ampak a imaš kakšen podatek, kdo gre na OnlyFans in to plačuje, ker vrtijo se pa milijoni? Jaz namreč... Mislim, več je moških kot žensk. Ne bi dal nič. Tisti, ki sledijo, recimo, ali pa plačujejo. Ne štekam tega, prej smo omenjali Pornhub, in koliko milijonov posnetkov je gor. Jaz sem nekje prebral podatek, da če bi se rodil in začel na Pornhubu gledati video in bi ga gledal od rojstva, pa da se ti video noben ne bi ponovil, bi mogel živeti 350 let in sam to delati, sam gledati 350 let, da bi pregledal vse vsebine.
Ampak tam je vse na voljo zastonj. Tam ti lahko Ja, saj stopaš in to zastonj je. In vidiš. zakaj pa OnlyFans je OnlyFans pa tisto, tako kar ti ne popularen? more dobiti vsak. Ti se tam subscribeš, torej si nekomu slediš specifično in ti ne moreš teh vsebin dobiti dol, zato ker ima OnlyFans neke zakone, no, obstajajo možnosti, da dobiš ven in ljudje želijo prilagojene vsebine samo za njih. Oni imajo idejo, da je ta vsebina tam samo za njih in samo kratek čas ali pa kreativno narejena za tisto platformo. Zato OnlyFans kreatorji ne hodijo tokrat. Polona, zate imam eno vprašanje, ker se mi čas izteka. Oprosti, ker to nas pa vse zanima. A je bil, ukvarjate se res težkimi tudi primeri, koliko je bilo obsojenih? Ja, ne, kdo je bil kriv? Ni. Kako ne? En primer, približno na leto policija zazna, da je bil otrok zlorabljen za prostitucijo. Tako da. En? Ja, en. Pa ni, ne vem, če so obsodilne sodbe, samo da je bil otrok zlorabljen za prostitucijo. Tako da. Jaz bi pa še vsem bi čisto hitro to dodala, če lahko sem To je pa bolj šokanten podatek. ena kratka povedno glede OnlyFansa, glede prostitucije. Ne smemo pozabiti, ko si vprašal, kdo? Osebe, ki želijo nadzor. A ne? Ti na OnlyFansu imaš nadzor. Kaj bojo? Ne? Ti na Pornhubu nimaš, gledaš, kar ti paše. Ja. Ampak tam imaš pa nadzor, ker morajo oni delati to, kar si jim ti rekel. In enako je izhodišče, zakaj sploh ljudje hodijo k prostitutkam oziroma zakaj zlorabljajo otroke. Pač v vseh teh segmentih je v bistvu ista motivacija. Zdaj bom jaz rekel, kako bo in tako bo, ker jaz imam moč in nad otrokom imaš itak največ moči, a ne? In zlorabljaš. Tako da tega ne smemo zanemariti. O tem moramo tudi veliko govoriti. Kdo so povzročitelji? To je meni ful pomembno vprašanje. Bolj kot to, kdo so žrtve. Če zaključimo to debato na gor, na nekaj pozitivnega, kaj si moramo zapomniti? Celibat ni odgovor, če zdaj kakšen foter razmišlja, da bi hčerko poslal v samostan in to je pač spet druga skrajnost. Kaj si moramo zapomniti? Zaključek, Živa. Spontani pogovori. Sara? Ja. Polona? Da je treba nujno nekomu povedati, kadar se ti kakšna koli zloraba dogaja in pač poiskati podporo, ker podpora obstaja. Jaz bi rekla, da to. Hvala vsem trem za težko enourno debato in upam, da smo kaj odnesli od tega. Mene je šokiral podatek, da si rekla ena oseba. Hvala tudi vam.